Živijo punce! Danes, kot lahko vidiš, na svojem obrazu nimam še nič, tako da bom ustvarila en čudovit, upam, da bo čudovit make-up. Glede na to, da je jesen tik pred vrati, se bom poigrala malenkost z bolj toplimi barvami na svojem obrazu. In prednost celotnega tutoriala bo, da bom uporabila samo izdelke ene znamke in to je Revlon. Gre za drugstore make-up, ki je cenovno ugoden, ampak kvaliteten. Dobila sem nove stvari, tako da sem mislila vse skupaj uporabiti. Hkrati je pa Revlon prišel pred kratkim ven z nekaj novostmi. Ena od teh so njihove šminkice, gre za njihove mat šminke. Izgledajo čisto brutalno. Da pokažem njihovo pigmentacijo. Ja. In potem še tale, čudovita marelična. Tudi njihov highlighter oziroma osvetljevalec po slovensko je novost. Moj je v odtenku 210, tako da tudi njega bom uporabila v tem tutorialu. In pa paletka, tudi ena od novosti, in sicer tako za oči, lička in usta. Smo za to, da začnemo? Dajmo. Prva stvar bo seveda podlaga. Na svojem obrazu imam že vlažilno kremo, tako da zato sem že poskrbela. In podlaga, ki jo bom danes uporabila, je Revlonova Color Stay. 24 ur ne bi zdržala na našem obrazu. Namenjena je za kombinirano do mastno kožo in moja je v odtenku 330 Natural Tan. Podlago bom enakomerno razporedila po svojem obrazu z flat čopičem. In je vtapkala svojo gobico, tale je od znamke Nancy Marvel Makeup Blender Sponge. Tako, na vrsti so moje obrvi in glede na to, da nimam Revlonovega izdelka, bom obrvi naredila izven kamere in pridem takoj nazaj. In živjo obrvi, čist druga sem z njimi. Nadaljujemo z kožo, ponavadi bi sicer začela z očmi, ampak ker je tukaj en kup enih cool stvari, predvsem tale osvetljevalec, me zanima, kako se bo obnašal, tako da ne moram si pomagati, danes nadaljujemo s kožo. Najprej bom uporabila njihov Revlonov Nearly Naked Pressed Powder, torej kompakten puder, v odtenku 03 Medium. To uporabimo takrat, ko želimo vse skupaj malenkost zaščititi, torej ko bomo dolg časa zunaj in se ne bomo mogle popravljati in tapkati. Plus takrat, kadar je naša koža oljnata in nagnjena k temu, da se bomo svetle. Vse skupaj podaljšamo obstojnost in hkrati preprečimo, da se ne svetimo tekom dneva. Wow. V tem izdelku sem slišala že kup pozitivnih besed. Veliko blogerk, ki jih jaz spremljam, ga uporablja in čisto razumem zakaj, ker tudi meni je všeč, kako izpade na koži, kako mat izpade koža in hkrati kako prijeten občutek pusti. Tako da mislim, da bo tale ljubček kar izpodrinil moje ostale kompaktne pudre. Šivamo naprej, nadaljujem z bronzerjem, tudi od Revlona, z istim čopičem. Tole je njihov bronzer v odtenku 012 Bronzilla Bronzette. Ta bronzer uporabljam že nekaj časa in nimam pripomb. In vse, kar lahko rečem, je, da mi je všeč, kako naravno izpade moja koža na tistih predelih, kamor ga nanesem. Ponavadi ga nanesem, kot lahko vidiš, na ličance, vzdolž ličanc in malenkost tudi na vrh oziroma ob strani čela. In zdaj končno pride na vrsto tale osvetljevalec, o katerem govorim in se ga res veselim sprobati. Moj je v odtenku 210, torej 210 Gold Light. Wow. Vam pokažem na roki, kako izpade. Ja. In nanesem ga tam, kjer želim, da je moj predel obraza malenkost osvetljen. In to je na vrh svojih ličanc, nad zgornjo ustnico, malenkost na nosek, na konico noska in pod lok obrvi. In vse skupaj samo vtapkaš v kožo. Res je lepo. Takoj se svetloba ujame v te delčke in glede na to, da je ta v odtenku gold, torej gold light, se sveti vse skupaj
malenko zlato. Meni je izredno všeč. So toliko všeč, da ga bom dodala še malo. Tako, koža je s tem res končana in lahko nadaljujemo z našimi očmi. Paleta, torej kot omenjeno, nova paleta za oči, lička in usta. Moja je v odtenku 100 Romantic Nudes in zgleda takole. Zgornjih 6 senčk je za oči, sredinski je za lička in potem te 4 ob strani, torej 2 za naša usta. In ker kot rečeno, ker se bliža jesen, bom uporabila te rjavkaste tone, torej med temi tremi nekje bom izbirala. Ok, začela bom s tole mat rjavo senčko in jo bom nanesla v pregib gube, torej tam, kjer se oko prepogne. Ok, potem bom na drug čopič vzela tole senčko, ki je zraven in jo nanesla tik ob robu trapalnic. Vzamem nazaj čopič za zabris in še enkrat vse skupaj poskrbim, torej, da se zlije v eno. S tem istim čopičem vzamem to senčko in tisto prej, torej spodnji 2, in jo nanesem po spodnjem delu učka, torej ob spodnjih trapalnicah, tik ob spodnjih trapalnicah. Ok, zdaj smo jih nekako uokvirile oziroma poudarile in zdaj z naslednjim čopičem, ki je tak flat, vzamem tole zgornjo, čudovito zlatkasto oranžno senčko in jo nanesem po sredini. In zdaj to prvo senčko vzamem na čist čopič, to je najsvetlejša senčka, in jo nanesem tik pod lok naših obrvi. Na vrsti je Revlonov eyeliner in sicer gre za njihov Color Stay v rjavi barvici eyeliner in tega nanesem po svoji vodni liniji. Takole, vse skupaj zaključujem z nanosom maskare, to je njihova Ultimate All-in-One, njihova Famous maskara. Krtačka zgleda takole. Ravno ta krtačka naj bi poskrbela, da vsako našo še tako majhno trapalnico ujame in jo podaljša, tako da vidimo, če res to naredi. To je razlika, torej desno oko in levo. Mislim, da je razlika velika. Maskaro pa nanesem tudi po svojih spodnjih trapalnicah. In zdaj vas odzumiram nazaj. In zadnji korak so naša usta. Ker imam tukaj dva čudovita odtenka, torej Flirt in pa Passion, sem mislila, da vam pokažem kar oba. Začnimo s svetlejšim, torej tem mareličnim, čudovitim mat odtenkom. Ok, takole izgleda na ustih. Šminkica ima prijeten vonj, tak sladkast vonj, tako da za tiste, ki imate rade, torej sladkasto dišečo šminko. Poleg tega je pa šminkica torej mat odtenka, ampak se pa na ustih ne posuši. Torej, ko se boste poljubljale, bo šminka pustila sledi. In zdaj še nekaj za moje drzne punce, ki imate rade malenkost temnejša usta. Gre za odtenek Passion. To je pa res strasten odtenek. Tako, punce, s tem je Revlonov videz tudi zaključen. Sporoči v komentarju, katera od teh dveh šminkic je te bolj všeč oziroma bi jo ti izbrala. In se gledamo naslednjič. Čau!